V prebranih celicah beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Danes beremo roman v stripu Preživeli holokausta o krutem obdobju človeške zgodovine, drugi svetovni vojni. Zgodbe 6 preživelih otrok v času holokausta sva brala z Majem. Tovrstne knjige je včasih morda težko odpreti, saj so še kako resnične in boleče, predstavljajo pa opomnik dejanj, ki se ne smejo več ponoviti. Maj, kakšen je bil tvoj prvi vtis? Knjiga me je zelo pretresla. Vse zgodbe not so zelo realistične, ker so tudi resnične. In ko smo se o tem učili v šoli, je bilo to 100-krat manj hudo, kot zdaj, ko to pač preberem. Ja, mene vedno znova pretrese dejstvo, da so to bili nedolžni ljudje obsojeni samo zaradi njihove kulture. Tebe je najbolj ganila Arekova zgodba. Zakaj? Ja, Arek je 15-letni fant, ki so ga nacisti odpeljali v taborišče. Edina stvar, ki ga je rešila pred tem, da ga niso kar takoj usmrtili, je bila to, da so eni mami takrat jemali otroka in v trenutku zmede je on stekel v tisto smer proti taborišču in si je življenje rešil s tem, da je potem pač več let trpel tam. Ja, kako se je njegova zgodba in vse ostale razpletla, lahko bralci preberemo v poglavju, kaj se je zgodilo potem. Več o tem pa nama bo povedala pisateljica in založnica Helena Kraljič. Vsi preživeli so postali uspešni posamezniki, kljub ranam, ki so jim bile zadane. Ne zatiskajo si oči, ampak skušajo ohranjati spomin na holokaust. Na ta način njihovo stisko bolj razumemo, se lažje uživimo v njihove zgodbe in upam, da pridemo do zaključka, da se moramo predsodkom in diskriminaciji upreti. Ja, se absolutno strinjam. Za razumevanje celotnega konteksta je pomembno tudi poglavje časovnica. Se spomniš kakšnega dogodka, ki je nanizan v njej? Ja, pravzaprav gre od samega začetka, leta 1933, ko Adolf Hitler postane kancler, pa potem to kristalne noči, pa Kindertransporta, ko so rešili veliko judovskih otrok, in potem pač tudi do samega konca, ko premagajo naciste in končajo trpljenje Judov. Ja, jaz upam, da nam bo prebiranje takih zgodb v razmislek in spodbudo, da lahko vsak posameznik resnično izboljša svet. Hvala, Maj. Sprašujem vas naslednje. Z Majem sva spoznala holokaust na drugačen način. Kaj od naštetega me je najbolj pretreslo? A. Vse, kar sva brala v knjigi, je bilo resnično. B. Ujetnikom so sodili glede na etnično pripadnost. C. Matere so ločevali od njihovih otrok. Ali D. V taborišču so ujetniki trpeli več let. Kako boste odgovorili? Ja, okej. Obe ekipi sta izbrali odgovor B. Na posnetku sem povedal, da me je najbolj pretreslo dejstvo, da so bili nedolžni ljudje obsojeni samo zaradi svoje kulture. To je torej pravi odgovor. Dobro ste ga razbrali, iz prispevka imate novih 5 točk. Čestitam!